Vabljeni k ogledu oddaje na Ljubljana TV, kjer vam bom predstavil park Zeleni raj. V njem se nahaja preko 2500 različnih rastlinskih vrst iz celega sveta. Dobrodošli v novi oddaji Moja dogodivščina. Danes z nami Miha Kos, ki je oblikovalec vrtnih prostorov in idejni vodja parka Zeleni raj. Park je pravi botanični vrt, ki rase že več kot 20 let. Začel se je kot zasebni projekt, od lani pa je odprt tudi za obiskovalce. Se že veselim, da ga gremo obiskat, namreč vem, da so tam vsaj 3 ribniki. Miha, dobrodošel v studio. Tako lepa zgodba, tako po fotografijah lep park, razloži nam najprej, kako se je začela ta zgodba. Povedal si, da je to res tvoj v resnici hobi, a ne? Tvoje srce. Povej nam, kako se je začelo. Ja, lep pozdrav tudi vam. Začelo se je že kar pred nekaj leti, približno, ko sem bil star 15 let, to se pravi dobrih 27 let, že zbiram rastline. Ko sem bil star okrog 22 let, sem prosil mami, da mi je podarila zemljo. In potem sem imel že veliko idej in takrat so se tudi začele prve zasaditve v parku. Park vsako leto tudi širim, si zadam nove cilje, nove projekte. Tako da, ko eno zgodbo nekako dokončam, odprem že drugo. Tako da skozi nadgrajujem delo, ki sem ga začel pred dobrimi 20 leti. Tako da iz parih kvadratov na začetku je zdaj ta park ratal že kar velika površina, dobrega 1,5 hektarja velika površina. Tako da je že res velika zbirka. Zelo lepo. Kaj pa lahko vse vidimo v tem parku? So to drevesa, grmički, rastline, kaj vse je notri? V parku lahko vidimo veliko slovenskih avtohtonih drevesnih vrst in rastlin. Velika zbirka rastlin je iz celega sveta. Od Japonske, Kitajske, Rusija, Tajvan, Severna, Južna Amerika, Evropa, Slovenija. Tako da je res velika zbirka. Zbirka šteje preko 2500 različnih rastlinskih vrst. Od tega je velika zbirka iglavcev, pradreves, živih fosilov. Potem velika zbirka je tudi kaktusov iz Severne Amerike. Letos bom posadil tudi veliko zbirko telih mesojetk iz Severne Amerike, iz Kanade. Velika zbirka je trajnic, grmovnic, razne drevnine. Velika zbirka je tudi sadnega drevja, kajti dam zelo velik poudarek tudi na sadno drevje, sploh naše slovenske avtohtone stare sorte, ki počasi izumirajo. Potem velik poudarek dam tudi na zelenjavni vrt, zelični vrt. Kajti to mi je zelo pomembno tudi, kar se tiče samooskrbe. O tem bova več tudi kasneje. Naj te še vprašam, a imaš svojo najljubšo v parku rastlino? Ali to drevo ali kaj drugega? V parku imam veliko meni ljubših rastlin. Zdaj samo ene ne morem izpostaviti. Okej. Bom izpostavil 2. Dobro. Ena je, bom kar rekel, tako kakor zmeraj tudi rečem obiskovalcem, ki pridejo k meni, moja ljubica. In to je Volemia nobilis. To je senzacija 20. stoletja. Kajti odkrili so jo komaj leta 1994 blizu Sydneyja v Avstraliji. V naravnem rastišču raste samo še 39 odraslih osebkov. Spada med zelo redke drevesne vrste in zelo ogrožene. Je zelo redka, tako da sem zelo ponosen, da raste tudi pri meni v parku.
in spada tudi med največji primerek v Sloveniji. Wow. Kaj pa druga ljubica? Moja druga ljubica je pa tale Thuja occidentalis oziroma klek. To pa zaradi tega, ker se je pri eni stranki pred nekaj leti zgodila mutacija, to pomeni sprememba na rastlini. In jaz sem to rastlino razmnožil. In ta rastlina, ta sorta raste samo pri meni v parku in nikjer drugje na svetu. Ko se bom odločil, jo bom tudi registriral in ji bom potem tudi izbral svoje ime. Ime ji še nisem zbral, tako da bom videl še. Imaš že kakšne ideje pri sebi? Imam že kakšne ideje, imam že. Mogoče bo ta celo moja dva sina, Oskar in Svit, ki sta zelo navdušena tudi nad mojim delom. In tudi sama dva zelo rada pomagata. Mogoče celo ona zbrala kako ime ali pa kaj v povezavi z njima bom jaz potem mogoče kdaj zbral. Bom še videl. Odlično. V studio si nam prinesel tudi kar nekaj rastlin in tako navdušil me je ta storž, to da bi te prosila, če nam malo razložiš, imamo največji storž, najmanjši. Ja, me prej podučil, daj nam malo povej, kaj imamo kaj tukaj pri sebi. Ja, jaz sem itak velik ljubitelj iglavcev. V prvi vrsti. Zakaj? Zato, ker iglavci so mi zanimiva prvo, ker je zaradi tega, ker poznamo, rečemo, od iglavcev ginkota. Ginko je tudi spada med drevesne vrste, ki je tudi zdravilna rastlina. Na Kitajskem velja tudi kot sveto drevo. Hkrati je pa zelo trpežna drevesna vrsta, je tudi preživela ledeno dobo. Iz ginkotov, v bistvu iz tega rodu ginkotov, tudi izvirajo vsi iglavci, ki danes rastejo še na zemlji. Zato so mi iglavci tudi tako zanimivi. Iglavci so tudi zaradi tega zanimivi, ker so skozi vse letne čase zanimivi. Tudi po zimi so zelo zanimivi. Iglice, barva, oblika rasti, tako da so res zanimiva drevesne vrste. Tukaj imamo storž ameriškega črnega bora. Ta storž lahko meri v dolžino kar pol metra, doseže težo tudi od 2,5 kg do 3 kg. Wow. Tako da to drevo raste tudi pri meni doma v parku. Kako lepo, res. Potem imamo pa tukaj kanadsko čugo oziroma čugo. To je iglavc, to je eden izmed iglavcev, ki naredi med najmanjše storžke na svetu, komaj par milimetrov velike. Je pa spet druga skrajnost. Ja. Kaj narava res, od ene skrajnosti do druge. Ja. Potem imamo tukaj tudi zanimiva andska oziroma čilska smreka, araukarija, raste v Čilu, v Andih. Imam zelo lepe primerke tudi pri meni v parku doma. Potem tukaj sem prinesel tudi en primerek smreke. Značilnost te smreke je to, da na koncu poganjkov naredi storž, kar je prava redkost. Ni smrekovih vršičkov, ki jih lahko potem naprej uporabimo. Ja, jih naredi potem iz stranskih poganjkov. Zanimivo. Iz stranskih spečjih očes. Potem imamo tukaj en poseben iglavec izvira iz Japonske. Školjkasta kriptomerija oziroma po slovensko srpovka. Naredi iglice tako zanimive, kakor školjke, kakor ene take zanimive srčke. Tako da, tamle imam tudi veliko primerkov raznih iglavcev. Tukaj sem pa tudi prinesel en lep primerek hamamelisa oziroma nepozebnika. Ta grm oziroma manjše drevo pride lepo do izraza zdajle po zim. Sploh lepo pride do izraza, ko je kak sneg in potem ta lepa oranžna barva lepo pride do izraza. Rekel si preko 2500 vrsta, ne? A obstaja kakšna vrsta, ki je še nimaš, pa bi jo imel? Jo, to je pa veliko še takih rastlin. Ogromno.
Tako da zdajle nazadnje, zdajle pred novim letom sem obiskal botanični vrt na Dunaju, potem tudi v Pragi, drevesnice in sem že spet pripeljal kar nekaj novih sort rastlin. Kamorkoli grem, zelo veliko potujemo tudi z družino, kamorkoli gremo, prinesem kako novo rastlino. Zanimivo. In jo potem tudi sam razmnožim. A imaš kakšen cilj, koliko vrst želiš imeti? Ali je to verjetno naravno izhaja, kamorkoli greš, kakor si rekel, prineseš nekaj s seboj in se to naravno povečuje? Težko bi rekel, kdaj bom zaključil s tem zbirateljstvom, najbrž nikoli. Verjetno, da res ne. Saj prav tako. Tako. Je pa skoraj ni dneva, da ne bi posadil kakšne nove drevesne vrste. Zdajle jih imam že v drevesnici sigurno še okrog 300 novih sort, ki še čakajo na prostor v mojem parku. Na svoj čas. Fino, v tem trenutku si bova vzela kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, z Mihom odhajava na kratek odmor. Se vidimo nazaj, ko se ponovno potopiva v svet rastlin. Bodite z nama. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja dogodivščina. Danes z nami v studiu Miha Kos, avtor, bi lahko rekla, parka Zeleni raj, v katerem so tudi ribniki, 3 v tem trenutku. A ne? Kaj bi rekel, kaj je pomen vode v takem parku? A je nujna? Zakaj? Kaj to prinese tebi, rastlinam, obiskovalcem, tako celostno? Voda vemo, da je vir življenja. Meni voda pomeni ogromno. Sploh kak potoček, ribnik. Jaz sem si zmer želel hišo zgraditi neko ob kakem potoku, ob kakem ribniku. Tako sem pa na hribu in tam je zmer problem z vodo. Tako da sem naredil umeten potoček lansko leto, ampak sem ga res tako naredil, da izgleda čist kakor naravni potok. Ja, v parku so 3 ribniki in tudi niso zadnji 3. Letos, zdajle spomladi, bom naredil še enega, še večjega. Ta bo največji. Okay. Voda v parku pomeni zelo veliko. Zaradi ekosistema. V park sem vnesel zelo veliko dvoživk. Raznih žab, raznih krastač, pupkov. Potem ogromno je tudi ptičev. Potem tudi kakšne kače pridejo, kakšna belouška kdaj. Če imaš srečo, jo vidiš tako mogoče enkrat na let. Lanskrat sem jo samo enkrat imel srečo videti. Potem je zelo veliko gozdnih živali, tudi od veveric, raznih telih ježev, tudi kakšna srna pride. Zdajle sem tudi malo slabe volje bil, ker so mi prišli tudi divji prašiči v park in so mi tudi kar nekaj škode naredili. Tako da bomo mogli tudi razne ograje še postaviti. Tako da ja, voda je pač vir življenja. Tako da zdaj bom zgradil še en ribnik. Potem bom naredil tudi eno večje močvirje, v katerega bom posadil tudi veliko zbirko mesojetk. Sem jih tudi s sabo prinesel. 1-2 različne vrste mesojetk. Zelo lepo poleti cvetijo in so res tudi zanimive. A one potrebujejo močvirje ali je to nujno povezano skupaj močvirje in mesojetke oziroma mesojetke, da potrebujejo močvirje? Ja, potrebujejo zelo veliko vlage. Potrebujejo kislo zemljo, v bistvu šotnato zemljo in veliko vlage in veliko sonca. Več sonca je, lepše cvetijo. In s tem, ko lepše cvetijo, so tudi bolj zanimive za žuželke.
In s tem, ker so bolj zanimive žuželke, imajo mesojedke tudi dost hrane. Bolj so lepe, več lahko jejo. Več lahko pojejo, tako. S svojo lepoto spravijo žuželke v past. V past, tako. Kako zanimivo. Super, se res veselim, da pridem v park, ko bodo 4 ribniki, da bo 4 jezerca na en mah. Povej mi, zelo mi je zanimivo, ko razlagamo, pa vidiva slike, zelo različne rastline, kako obiskovalci doživljajo park. Predstavljam si, da ne pridejo tja, morda pa pridejo tja opazovati, gledati, ampak je verjetno ta izkušnja veliko globlja. Vse te rastline, toliko novega se lahko naučiš, ker jih ti tudi vodiš skozi parka. Ne? Ja. Kaj vidiš, kako znajo gledati potem na naravo drugače ali kaj se v njih zgodi? Ja. Zdaj, tako, od lanskega leta, ko sem to odprl, lansko pomlad, 19. aprila, jaz sem ta park kar dobro skrival. Zato, ker v prvi vrsti je park Zeleni raj v bistvu sem ga naredil zaradi sebe. Zdaj je pa to preraslo res že v take dimenzije in v tako zbirko, da jo ne najdemo daleč naokrog. Tako da tudi moje stranke, ki jim urejam vrtove, niso vedele za ta park. In veliko mi jih je letos rekel, da sem to dobro skrival. Kajti iz ceste se to nič ne vidi. Je dobro skrit ta park. Odzivi so zelo pozitivni, tako da veliko ljudi me je vprašalo, koliko ima moj dan ur. Kdaj vse to uspem narediti, glede na to, da se ukvarjam z urejanjem vrtov, mi to vzame zelo veliko časa. Veliko časa mi vzame tudi družina. Tako da sem res zelo, zelo zaseden. Ampak ti otroci, prej si že omenil, sinova ti pomagata tudi pri urejanju. Ja, moj mlajši sin Svit je star 10 let in ga, kar se tiče vrtnarstva, zelo veseli. Tako da je že rekel, da se bo vpisal na vrtnarsko šolo v Celje, tam, kjer sem jaz hodil. Svit vodi že tudi skupine, sam, pozna ogromno rastlin. Starejši Oskar mi pa zelo veliko pomaga, sploh med počitnicami, gre zelo rad z mano na teren k strankam. In doma mi tudi veliko pomaga. Sta zelo, zelo pridna. Se verjetno sta zrasla skupaj s parkom, bi bilo verjetno jih tudi težko izvzeti iz tega, pa verjetno tudi na nek način vzgoja otrok skozi te rastline. Kako mlajši obiskovalci tudi doživljajo, morda drugače kot mi, park, ko pridejo na turo s teboj? Ja, mlajši sin Svit in Oskar imata tudi svoj zelenjavni vrt. Tudi razno jagodičevje vzgajata, tako da tudi devam veliko poudarka na samooskrbi, tako kot sem že prej omenil, da je tudi zelo pomembno, sploh za današnje čase. Se mi zdi, da je to zelo pomemben, zato ker enostavno te mlajše generacije, v bistvu pa že tudi te moje generacije, pa sploh mlajše, nekako izgubljajo stik z naravo, enostavno mislijo, da v trgovini lahko vse kupaš, ne vejo pa, od kje to pride na police v trgovine. Tako da... Zanimiva mi je ta samooskrba, bi tu morda še par besed, ker si uvodoma tudi rekel, da je poleg dreves, rastlin, mesojedk in podobnih, tudi zelenjavni vrt, tudi zeliščni vrt. Pa dajva morda še malo to samooskrbo
razširiti, kaj to pomeni, kaj lahko, kako ti to jemlješ, a ne, skozi svoj park, oziroma kako lahko mi sami zase poskrbimo vsaj do neke mere za samooskrbo, za katero se strinjam, da bo verjetno vse bolj pomembna. Tako. Jaz v parku imam 4 zelenjavne vrte. V njem vzgajam zelenjavo vsa, ki raste v Sloveniji. Če ne drugega, imam določeno, v bistvu, če nimam glih vse za prehrano, jih imam za pokazati in jih imam tudi za razmnoževanje. Jaz vzgajam tudi svoja semena zelenjave. Tako da semen skoraj ne kupujem, imam vse svoja domača semena, kar se mi zdi danes zelo pomembno, že od semen naprej. Ker veliko semen je tudi gensko spremenjenih, a ne? In to ni glih v redu. Tako da imam veliko za pokazati tudi, kako rastlina raste, kako naredi plod, tako da obiskovalci tudi to vidijo, rastlino, ne. Kar se tiče sadnega drevja in zelišč, začimb in jagodičevja, to tudi zelo veliko vzgajam in potem tudi izdelujem čaje, različne in zeliščne in sadne, tako da stranke, ko pridejo, v bistvu obiskovalci, ko pridejo k meni, jim zmeraj skuham kak čaj, kak soke tudi kuham iz jagodičevja, tako da jim dam to tudi zmeraj za probati. Nimam za prodajo, ampak jaz to zmeraj dam, jaz nikoli to ne prodam, ker me veliko obiskovalcev to vpraša potem, če imam to še za prodati. In pol raje še en kozarec natočem. Čudovito. Ja. Miha, ponovno si bova vzela kratek odmor. Gledalci in gledalke, midva odhajava na kratko pavzico, še enkrat se vidimo po odmoru, bodite z nama. Pozdravljeni nazaj v oddajo Moja dogodivščina, v kateri se danes potikamo po parku Zeleni raj. Miha, omenil si, da imaš v parku tudi zeliščni vrt, torej veliko rastlin različnih, dreves, zelenjavni vrt. Povej nam še malo o zeliščih. Ja, zeliščni vrt, tudi zeliščni vrt imam, ja. Sicer ga bom tudi širil, zato ker zdaj, to se pravi, zeliščni vrt sem že nekako zasnoval približno pred 15 leti v enem delu parka. Ampak zdaj imam že takšno zbirko zelišč, da bom ta zeliščni vrt prestavil čisto na en drug konec parka, da bom lahko tudi ga povečal. Zelišča vzgajam različne sorte zelišč, raznih začimb za različne čajne mešanice, ki jih potem tudi sam delam in jih potem tudi skuham za razne stranke, ko pridejo k meni na obisk. Da imamo en tak ritual, da spijemo najprej skodelico čaja, potem pa na eno malo turo skozi park. Ja. Pogovarjala sva se veliko tudi o drevesih, a ne? Drevesa imajo vsaj v mojih očeh neko tako posebno vrednost ali pa tako so fascinantna so mi. Daj nam malo povej, katera so največja, najvišja, najstarejša, tako te presežniki dreves, da nas malo tudi o tem podučiš. Ja. Največja drevesa na svetu seveda spadajo sekvoje. Oziroma sekvoja Dendron giganteum, po slovensko tudi mamutovec. Mamutovci izvirajo iz Kalifornije. Največje drevo, ki ga je kadarkoli človeštvo poznalo, je bil oče gozdov. V višino je meril kar 135 metrov. Zdaj največja sekvoja je general Sherman, še živa. Njegov obseg debla meri v prstni višini meri preko 24 metrov, v višino meri kar 90 metrov,
Njegova prostornina je kar 1500 kubičnih metrov. Neverjetno. Premer je preko 12 metrov. Sekvoje dosežejo starost tudi preko 3500 let. In spadajo med največja živa bitja na planetu. Imamo tudi vedno zelene sekvoje, te zrastejo tudi krepko čez 100 metrov. Potem imamo pa tudi listopadne sekvoje. Te izvirajo pa iz Kitajske, oziroma metasekvoje. Odkrili so jih pa komaj leta 1942. Doprej so jih našli samo v fosilnih ostankih. Ko govoriva o največjih drevesih na svetu, bom povedal tudi dve zanimivosti. Največje drevo v Sloveniji, avtohtono, je smreka, ki raste na Pohorju, visoka je kar 62 metrov. Največje drevo v Sloveniji sploh in šesto največje v Evropi raste pa na Pečovniku pri Celju. To je pa Douglazija. V višino meri kar 67 metrov. Najdebelejše drevo v Sloveniji je pa, to se pravi, spada pa lipovec. Njegov obseg meri pa kar 10,5 metrov. Drugo najdebelejše drevo v Sloveniji je pa Gašperjev kostan. S tudi približno 10 metri obsega. Koliko ljudi potrebujemo, da ga objamemo? Če 10 metrov obsega, tam enih 5. Pa mogoče še malo več. Ja, drevesa so res neka taka bitja, ne, jih lahko vidimo. Ja. Sploh te sekvoje. Ja, drevesa so res zanimiva, zato ker drevesa so dala generacije in generacije čez. Marsikaj vejo, marsikaj so doživela. Kaj vse nam lahko povejo? Kaj lahko nam vse povejo? Povejo nam lahko ugotovimo, ki je severna lega, južna lega, vzhodna lega, zahodna lega. Marsikaj nam povejo, ja. Potem veliko zvemo tudi po letnicah. Ali je bila tisto leto suša, je bilo veliko padavin. Tako da... To je zelo zanimivo. Me spomni na led, da zelo veliko informacij tudi iz ledu lahko preberemo. Kakšne so bile recimo podnebne razmere pred 100 in 100 tisočimi leti. Tako da kako v resnici lahko beremo naravo, samo pač je treba se naučiti tega jezika. Ko govorimo o branju narave, vem, da pripravljaš nekaj novega za letos, učilnico za mlajše generacije verjetno. Povej nam več o tem. Ja, letos sem se odločil, da bom, tako kot sem že prej rekel, park širim. Naredil bom en tudi večji paviljon in eno večjo učilnico. To pa zaradi, v bistvu to bolj zaradi otrok, zaradi izobraževanja, zaradi kakih teh naravoslovnih dnevov, da bojo s pomočjo učnih listov, da bomo tudi in potem, kako bi rekel, v naravi izpolnjevali in se učili iz narave tudi. O naravi, v resnici se najlažje učimo v naravi sami. Tako, ja. Ako govoriš o listih, teh listih ali listih dejansko rastlin, bomo lahko brali se učili skozi dejanske liste? Skozi rastline, v parku. Kaj se bodo še lahko učili? Eno različne recimo vrste, kaj bodo še dobili lahko otroci skozi naravoslovni dan, ki ga bodo preživeli v tvojem parku? Hočem jim tudi približati to, tako kot sem prej rekel, to se pravi tudi kar se tiče sadnega drevja, potem kar se tiče samooskrbe zelenjadnic, potem tudi, da gremo v gozd, da jim tudi pokažem v gozdu
da se lahko tudi, če se malo ozreš po gozdu, lahko ugotovimo, da se lahko tudi preživimo brez problema iz narave. A ne? Lahko se vrnemo nazaj v to samo oskrbo, o kateri sva pregovorila. Tako, Ne? Torej, tako. ne samo jaz, ko grem v naravo, se tudi učim, a ne? Ja. Kako opazovati, kaj se lahko vidiš z vsemi čutili, da lahko okušaš, a ne, zeliščni vrt je, ali pa zelenjadnice, pa tudi sadni vrt, o temu nisva toliko govorila, a ne. Ali pa tudi morda kako čustveno zaznavamo v resnici tudi naravo, ne. Ja. Zanima me, kaj je tebi dalo ustvarjanje, ne, ker to traja in traja desetletja, kako je tebe to spreminjalo ali te še spreminja, kaj tebi osebno to daje in tvoji družini tudi? Ja. Mi z družino veliko časa preživimo v parku, tudi z mojo ženo Katjo in z Oskarjem in Svitom. Veliko tudi skupaj počnemo na vrtu stvari. Drugače pa, ko sem sam v parku, poslušam veter, šumenje listja, ptiče, razne dvoživke, razne živali, opazujem, potem s tem opazovanjem tudi dobim skozi nove ideje. Skozi razmišljam, kaj bom še posadil, potem kaj novega naredil. Tako da imam še tudi veliko idej za v prihodnje. Tako da opazujem drevesa, ki sem jih vzgojil pred 25 leti, 20 leti in se pol kar kdaj takole vprašam, toliko so že zrastla, toliko so že velika, ne. Kot tvoji otroci, a ne? Tako, še starejša. Ja, seveda. Ja. Čudovito. Miha, kje te lahko spremljamo, kaj delaš, tvoje nove projekte? Spremljate me lahko po raznih medijih. Na Facebooku vem, da imaš. Na Facebooku imam tako skozi te objave, tako da se vidi tudi, kaj se novega dela v parku. Tako da park bom nekako odprl okrog druge polovice aprila, spet za obiskovalce. Zmeraj se morajo naročiti. Ne dovolim pa, da sami hodijo po parku. Imam samo vodene oglede, zato ker imam določene rastline res take posebne in se tudi kar malo bojim za njih, da se jim ne bi kaj zgodilo. Tako da... Tvojim ljubicam. Tako, mojim ljubicam, ja. Tako. Pravilno je tako in hvala, da nas skozi svoje ustvarjanje učiš, kako biti v naravi, kako spoštovati, a ne, vsako posamezno rastlino in tak prostor, kot je tvoj. In se res veselim, da pridem v tvoj park, ko bo še 4. ribnik. Tako da hvala, Miha, da si bil danes naš gost. Vam, drage gledalke in dragi gledalci, hvala, da ste bili z nama, da ste z nama vstopili v ta čudovit svet rastlin in verjamem, da boste navdihnjeni, da greste, ko boste pogledali to oddajo, takoj na en lep sprehod v naravo. Bodite dobro in se vidimo v naslednji oddaji Moja dogodivščina.